Maribor svoboden. To so bile prve velike besede uradno rojenega Večera pred 80 leti. Kot napovednik osvoboditve Maribora je šel na 4 straneh in v 20 000 izvodih, ki so bili brezplačno razdeljeni med meščane. Z naslovnice jih je pozdravil Josip Broz Tito. A današnji Večer je bil najprej vestnik, vse do leta 1952, ko je takratni arhivar in pisatelj Marjan Rožanc po nekaj nočeh iskanja novega imena imel dovolj in vzkliknil: zaradi mene se lahko tudi Cajtung imenuje tudi lahko Noč ali Večer. Tekla so desetletja, svet je padal in vstajal, bil v ekstazah in skrbeh, predvsem pa je drvel in drvel, dokler se ni popolnoma ustavil. In kmalu je znova zdrvel naprej, z vsako besedo, stavkom, novico ali poglobljeno zgodbo že 80 let spoštovanim bralcem v svetu prinašamo resnico. Ponuditi želimo razlago družbe in življenja v njej, pogosto preko zgodb, tistih pozitivnih, spodbudnih in pa takih, ki opozarjajo, kadar je kaj treba spremeniti. V svetu instant informacij in lažnih novic bomo še naprej zagotavljali nekaj redkega – verodostojnost, ker le preverjena informacija omogoča, da razumete bolje in se odločate pametno. Za vas razkrivamo ozadja dogodkov, da boste vedeli ne le kdo, kje, kdaj, kako, temveč tudi zakaj. Najraje vam povemo, da se na svetu vendarle dogaja tudi še veliko lepega, prijaznega in šminkerskega, ker včasih pač potrebujemo malo bleščic. Še naprej se bom trudil, da črki, ki je najmanjši gradnik informacije, dodam tudi privlačno obliko. Ker je iz množice napisanih besed in števil pomembno izluščiti tiste, ki v vaših domovih, na ulici, v debati najbolj odmevajo. Na zgodbe ne bomo čakali, zgodbe bomo poiskali in jih bralcu predstavili, da jih bo razumel bolje. Večer, razumi bolje.